Gospod Stošicki, vi zelo dobro veste, kako zelo spremeni življenje s Parkinsonovo boleznijo, z boleznijo, ki pride kot nepovabljen gost in zavedno ostane v družini. Kako ste kos takšnemu načinu življenja in kakšne izzive ste si postavili v sobivanju z boleznijo? Ja, v bistvu je to neka posebna, zelo kompleksna bolezen. In borim se proti njej s tem, da nimam nobenega časa. V bistvu ukvarjam se s fotografijo, s poezijo, slikanjem, poleg tega pa še tudi na kakšnem projektu delam. Tako da nimam časa razmišljati o bolezni. Sva pa z ženo tudi v bistvu tako si dejala, da bova bolezen obvladovala medva in ne bolezen naju dva. Ker vama seveda izvrstno uspeva in to med drugim dokazuje tudi to, da ste bili prvi med tistimi, ki so pripravljali program rehabilitacije za bolnike s Parkinsonovo boleznijo in drugimi ekstrapiramidnimi obolenji. V kakšni fazi je zdaj ta dokument? Moram reči, da smo sedaj naredili že korak naprej. In če se vrnem na obnovitveno rehabilitacijo, Zdravstveni svet je v bistvu izdal negativno mnenje, potem pa smo peljali postopek preko državnega sveta in na državnem zboru je bila ta rehabilitacija tudi sprejeta. Vendar moram poudariti, da je v letu 2022, natančneje 14. junija, Svetovna zdravstvena organizacija WHO sprejela pravila, priporočila državam, da se podrobneje pozabavajo oziroma lotijo hitro naraščajoče nevrodegenerativne bolezni. In na osnovi tega smo izdelali v trepetliki program, izhodišča za nacionalni program obvladovanja Parkinsonove bolezni v Sloveniji. In kaj se trenutno dogaja z izhodišči, kako blizu ali daleč je priprava nacionalnega programa? Ja, zaenkrat imamo, verjamem, v te dogovore z Ministrstvom za zdravje, kjer so v bistvu sprejeli ta izhodišča, vendar pa imajo namen oblikovati širšo delovno skupino, s čimer se tudi strinjam, ker mi smo ta nacionalni program delali z vidika pacienta in pa v organizacije WHO. Tako da je treba še marsikaj dodelati in dodati. Prav tako pa smo napravili kontakt z ZOPS-om, Združenjem organizacij pacientovih pravic, kjer tudi podpirajo ta program in v bistvu s generalnim sekretarjem, gospodom Cuzakom, smo dogovorili, da je to lahko en temeljni basic program tudi za druga zdravstvena stanja in bolezni. V bistvu se pravzaprav vsi zavedamo, da mora pacient, ki naj bi bil v središču delovanja, dobesedno v središču delovanja zdravstvenega sistema, postati tudi bistveno aktivnejši v tej svoji vlogi. In vi pravzaprav to s tem, kar delate, tudi udejanjate. Se vam zdi, da gremo v pravo smer? Ja, mislim, da je smer nedvomno ta prava. Vendar moram poudariti tudi, da smo se v trepetliki sedaj organizirali tudi specialisti drugih strok, odvetniki, ki imajo parkinsonizem, potem ljudje, ki obvladajo proceduralne postopke, pa so bili menedžeri in direktori firm, tako da smo spravili na nek višji nivo obravnavo in pa naše zahteve, ki izhajajo iz teh deklaracij. Lahko rečemo, in sicer z vso mirnostjo in gotovostjo, da je tu nakopičeno toliko znanja, toliko vedenja, da bi bilo preprosto vse preveč kratkovidno ne izkoristiti ga, kaj ne? Ja, pri teh elaboratih in študijah smo prebrali, preštudirali številna strokovna mnenja, analizirali stanje parkinsonizma v Evropi, v Veliki Britaniji, Ameriki, v Avstraliji tudi, kjer so v bistvu napravili izjemne študije. Na osnovi tega smo tudi prognozirali rast Parkinsonovih bolnikov, ki se je zdaj potrdila, saj sem pred nekaj dnevi dobil podatek ZZZS-ja, da je Parkinsonikov 10.490 v Sloveniji. Bolezen je
v izrazitem porastu, žal tako kot številna druga kronična obolenja. Zato bi vas morda vendarle vprašala, kako pa z osebnega vidika, pa tudi sicer z vidika Združenja obolelih, ocenjujete dostopnost zdravljenja, dostopnost do zdravljenja, dostopnost do zdravstvenih storitev in seveda tudi do rehabilitacijskih možnosti. Tukaj moram ugotoviti, da nam v Sloveniji še veliko manjka. Kot prvo bi poudaril kontrolne preglede in trajanje kontrolnih pregledov, vmesni čas. Kontrolni pregledi za Parkinsonove bolnike so med 6 pa tudi do mesecev, tudi do 2 let, medtem ko klinična slika, klinična pot narekuje, da bi morali biti pregledi 6 do 9 mesecev. Potem ni kontrolnih pregledov, torej ali je postavljena diagnoza prijela ali ni. Nadalje se srečujemo s problemi nefarmakoloških terapij, se pravi, ni dostopnosti do specialistov, terapevtov. Imamo primer bolnika, ki je problematičen respiratorno in v bistvu, ker ni hospitaliziran, ne more priti do terapevta. In teh primerov je v Sloveniji zelo veliko. Pravzaprav vsi, nažalost, dobro vemo, kako je z dolgimi, predolgimi čakalnimi dobami, slabo dostopnostjo do nekaterih storitev. V tem smislu sicer je v pripravi zdravstvena reforma, ki naj bi bila celovita, vendar se zdi, da v vmesnem času, ki nas od udejanjanja te reforme še ločuje, ostaja preveč praznine, v kateri bodo premnogi bolniki ostali izgubljeni. Ja, moram reči, da se za ta obnovitveno rehabilitacijo bojujemo že od leta 2015 sistemsko. Da pa je prvič zdaj na vidiku, da je Ministrstvo za zdravje prisluhnilo našim programom in našim zahtevam. In tu vidim eno svetlo luč. Morda še to nekoliko bolj osebno vprašanje. Prosila bi vas za nasvet, za sporočilo prenekateremu državljanu Slovenije, Slovencu, Slovenki, ki se sreča s to diagnozo. In s to diagnozo se ljudje srečajo v zelo različnih starostnih obdobjih. Kaj jim svetujete? Kako se soočiti z diagnozo, kako jo sprejeti, kako jo umestiti v svoje življenje in kaj narediti, tako kot ste to naredili vi s soprogo, določiti, da ne bo bolezen tista, ki bo usmerjala vaše življenje, ampak da boste to še naprej počeli vi. Najprej je potrebno, da se vsak, ki ima kakršnekoli simptome, o katerih lahko veliko preberemo, pojavi pri zdravniku, osebnemu zdravniku in potem pri specialistu, da diagnosticira, ali gre za Parkinsonovo bolezen ali ne. Potem, ko je ta diagnostika postavljena, pa je potrebno skrbno, redno jemati vsa predpisana zdravila in pa biti aktiven v fizičnem in tudi mentalnem področju. Tako je en recept, da tisti, ki se soočijo s Parkinsonovo boleznijo, da tudi to sprejmejo, se zavedajo, da je življenje nekoliko drugačno, vendar še vedno lepo. Morda samo še to, kako pa lahko nekdo sam prepozna znake, kajti vemo, včasih se vse predolgo obotavljamo z odhodom k zdravniku. Kako zaznati, da se dogaja nekaj, kar ni v redu, zaradi česar je treba res ukrepati? Trepetlika je izdala zloženko in pa plakat 10 najpogosteje predstavljenih simptomov. To je tresenje ali pa tremor rok, leve, desne, nog. Potem so tu manjša pisava, izguba vonja, okusa. Potem so tu krajši koraki, zmanjšana pisava. In to so nekako bistveni pokazatelji. Tudi težave s peristaltiko recimo nastopijo. Tako da teh diagnostičnih ali pa simptomatskih podatkov je kar precej na razpolago. Po postavljeni diagnozi pa je verjetno pomemben korak tudi vključitev v društvo Trepetlika, ki je v pomembno oporo obolelim, kaj ne? Ja, vsakega, ki ima diagnosticirano Parkinsonovo bolezen,
sugeriram, mu predlagam, da se vključi v trepetliko, ker je deležen posebnih izobraževanj in pa spoznavanja te bolezni, da se lahko ravna v življenju.